Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, lepo pozdravljen tudi moj današnji sogovornik, dr. Janez Potočnik. Z njim se bom pogovarjal o dveh zadevah. Prva bo vezana na Evropsko unijo in njegovo delo na tem področju, pa slovenski odnos do Evropske unije, kjer je šel seveda on pri svojem delu skozi nekaj različnih delovnih mest, ki so bila s tem povezana. V drugi fazi pa se bova posvetila vprašanjem okoljske politike v različnih nivojih, s katerimi se ukvarja potem, ko je leta 2014 zaključil svojim drugim komisarskim mandatom v Evropski komisiji. Pravzaprav bova začela na začetku te slovenske evropske poti. Vi ste v različnih funkcijah sodelovali pri pripravi slovenske poti v Evropsko unijo, od direktorja Umarja pa potem v različnih ministrsko-neministrskih vlogah, do nazadnje, ko ste bili potem v Ropovi vladi, pa do začetka svojega dela kot član Evropske komisije za prvih nekaj mesecev našega članstva, ampak za zaključek mandata komisije Romana Prodija, že tudi prvi slovenski komisar. Kako ste pravzaprav postali ta prvi slovenski komisar? Vemo, da je to seveda v Sloveniji precej nevralgična točka v slovenski politiki. Pravzaprav bolj gremo proti današnjemu času, bolj problematično je to vprašanje, kako nekoga imenovati za slovenskega komisarja, pri čemer nekateri to celo narobe razumejo, ampak kakšna je ta vloga, ampak o tem bomo v naslednjem vprašanju. Torej, kako je pravzaprav, da ste postali prvi komisar iz Slovenije? Hvala najprej za povabilo in sem vesel, da se lahko udeležim tega pogovora. Edina stvar, ki ste v bistvu pozabili navesti med temi funkcijami pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo, je, da sem bil tudi vodja ožje pogajalske skupine. In to je v bistvu funkcija, na kateri se dodobra spoznaš z vso evropsko zakonodajo in tudi dodobra spoznaš, kako v bistvu evropski prostor funkcionira. In jaz mislim, da sem bil na nek način iz tega vidika takrat logična izbira in da ni bilo nič drugega, kar bi bilo v tistem trenutku pomembno. Zdaj, prvi mandat, ki sem ga dobil, je bil znanost in raziskave. In če sem povsem iskren, ko človek pride iz majhne države, relativno mlad, nima prav pretirano moči, da bi se pogajal za to, kateri resor mu bo dodeljen, tako da jaz sem imel pravzaprav srečo, ker me znanost in raziskave sta mi pač bila pisana na kožo, ker sem se s tem tudi že prej v življenju zelo aktivno ukvarjal. V drugem mandatu, ki je bil pa tudi v času predsednika Barossa, skratka sva se poznala že bolje, sem pa seveda želel dobiti področje okolja. Tako da sem pravzaprav odklonil kar nekaj področij, ki mi jih je ponudil gospod Barosso, in sem v bistvu vztrajal na tem, da bi dobil okolje, kar je bilo kar nekako riskantno, ampak srečno in dobro se je končalo. Skratka, dobil sem ga. Zakaj sem v bistvu vztrajal na okolju? Zaradi tega, ker sem ga razumel kot makroekonomist, kot področje, ki je pravzaprav z največjim ekonomskim vplivom, če ga dobro razumemo. Tako da drugače pa mislim, da izbira takrat je bila še manj politično pogojena, kot je postala kasneje. Ampak tako da jaz ne vidim drugega kot pač to, da je šlo za neko logično nadaljevanje tistega, kar sem pač prej počel in ker sem bil v političnem prostoru in tudi v širši slovenski javnosti viden kot primeren kandidat. Kasneje vemo, je to seveda postalo predvsem vprašanje političnega prestiža posamezne koalicije. Se vam zdi, da je ta pot, oziroma pravzaprav ta degradacija, da je za komisarja primeren samo, da je naš, ne pa da je pravzaprav človek, ki pozna zadeve, ki ga pošiljamo kot nekoga, ki razume stvari? Ja, bolj ali manj, če sem iskren, v vseh državah Evropske unije predstavnika Evropske komisije izbira vlada. Skratka, je na nek način neizogibno politično pogojen proces.
Je pa seveda zelo važno, kako to vlada razume in na kakšen način se v bistvu izbere in koga izbere kot kredibilnega predstavnika. Tudi seveda je želja imeti nekoga, ki pozna prostor, ki je tudi v prostoru poznan in ki lahko, kolikor je le mogoče, vpliva na odločitve v Evropski komisiji in tudi širše v evropskem prostoru. Če bi si pravzaprav ogledali pri vseh prepetljajih, ki smo jih imeli v izbiri po koncu mojega drugega mandata, tistih, na katere zagotovo ne moramo biti najbolj ponosni, je pravzaprav Slovenija imenovala doslej predstavnike, ki so bili kar dovolj na temelju strokovnosti in nekoliko manj politične pripadnosti. Čeprav je ta diskusija, ki ste jo omenjali, seveda bila zelo pomemben del tega in na koncu je vse skupaj postalo že do neke mere kar neokusno. Namreč pri izbiri komisarja, komisarke je vse preveč videno, da je to kot neke vrste nagrada, dobro plačano mesto v Bruslju, kot pa izbira, skozi katero dejansko lahko najbolje izkoristimo svoje možnosti za svoj vpliv na evropske politike. In to seveda ni dobro in tudi kaže, da še nismo zrela demokracija, kakor tudi, da nam ni povsem jasno, kaj je zares v nacionalnem interesu, na katerega se tako radi sklicujemo. No, tu se zdaj kar ponuja samo po sebi vprašanje, ne? Ta politika, ki seveda pogosto stvari ne razume popolnoma pravilno, ne? Govori, da je komisar, ne? V bistvu naš zastopnik, ne? Zastopnik naših interesov. Ampak logika je seveda popolnoma na nasprotni strani. On je zastopnik interesov Evropske unije oziroma evropskih držav, vseh, ki so v uniji, vseh državljanov, ne? Torej, ga ne moramo pocukati za rokav, češ tole pa ni ravno bilo po naših željah, ne? Seveda ne, ker se on ne dela za naše želje, dela za naše želje, ampak to so naše želje vseh nas, ne samo nas tukaj pod Alpami, ne? A se mogoče ta percepcija vidi tudi kje drugje, v kakšnih drugih državah, ali so seveda starejše demokracije z že daljšim stažem teh različnih evropskih funkcij pravzaprav to prešle, ne? In ni več tega, to je naš človek, ne? Ampak naš človek v smislu iz naše države. No, najprej tisto, kar ste rekli, v Uniji so vloge dejansko razdeljene, ne? Tako da nacionalne interese pač se zastopa preko sveta, politične strankarske interese preko Evropskega parlamenta, interese celotne Evropske unije pa preko Evropske komisije, ne? In tisto, kar se pogosto pozablja, je, da komisar, komisarka, ki je izbran strani države in tudi sprejet strani predsednika komisije, pred Evropskim sodiščem priseže, da ne bo sledil nobenim nacionalnim interesom oziroma interesom nobene države, vključno seveda s tvojo lastno državo. Torej, pozivi, kot ste jih omenili, so pravzaprav zelo neposredni pozivi k temu, da kršiš prisego, ki si jo dal pred sodiščem, ne? Kar pa ni najbolj primerno, ne? Je pa res, da vsak od nas si je prizadeval imeti dobre stike s svojo državo, z ljudmi, pomagati, kolikor je bilo mogoče. Konec koncev velja, da smo komisarji, predvsem v manjših državah, ne, videni na nek način kot predstavniki Evropske unije v svojih državah, ne. In njihova vloga, da doma pomagajo razlagati, razumeti politike, ki jih je Evropska komisija sprejela, zanesljivo obstaja, ne. Tako da s tem tudi direktno pomagamo svoji državi in to je nekaj normalnega in mora pa biti narejeno na nek dostojen, bom rekel, neviden način, ne, zaradi tega, ker se o tem preprosto ne govori, tudi se s tem ne hvali. Pa čeprav to na koncu privede do očitkov, ki sem jih pogosto slišal, da sem premalo naredil za svojo državo, pa je na nek način to pravzaprav dokaz, da svoje delo opravljamo korektno, ne. Zgodi se, da se komisarji v svojih internih razpravah tudi iz bolj zrelih demokracij podpirajo stališča svojih držav. To se zgodi. In kar pa seveda ni ravno tisto, kar se od njih pričakuje. In jaz mislim, da jaz sem poskušal pač svoje delo opravljati skrajno korektno, ker se mi zdi, da je to konec koncev v interesu
bi moglo biti v interesu tudi naše države. In sem poskušal svoja stališča pač oblikovati na temelju točno tega, kar sem pred sodiščem prisegel. Lahko pa po pravici povem, da nisem čutil kakšnih pretiranih občutkov oziroma pritiskov, verjetno zaradi dejstva, ker ko smo vstopili v Evropsko unijo, tudi pričakovanja v vladi sami, v politiki sami, da bi mi imeli kakšno zelo močno vlogo pri odločanju v Evropski uniji, niso bila prisotna. In potem se na nek način aplicirajo tudi na videnje svojih predstavnikov v Evropski uniji, tako da pravzaprav tega nisem pretirano občutil. In sem bil na nek način dovolj svoboden v svojih odločitvah in razen teh stvari, ki sva jih že omenila, ki so se doma pojavljale, ni bilo kakšnih posebnih takih stvari, ki bi me spravile v neugoden položaj. Je pa v času, ko sem bil komisar za znanost in raziskave, sem dobival seveda kar dokaj redno tudi klice za to, da ko so se ljudje iz domače stroke prijavili na različne znanstvene razpise, da, ne vem, verjetno z nekim občutkom, da bi na nek način ti predlogi dobili prednostno obravnavo, kar je verjetno praksa, ki so jo nekateri doma vajeni. In v takem primeru jaz mislim, da največ pomagaš, če nič ne pomagaš in na ta način prispevaš k krepitvi vrednot in pa k razvoju znanja doma, ker je to tisto, kar je in mora biti odločilno v konkuriranju v tem skupnem evropskem prostoru. Da se nekaj takega doseže s političnim vplivom in preko vrste je zadnje sporočilo, ki si ga doma želimo. Tako da, sicer pa, če povzamem, ja, sodelovanje z domačo državo bolj intenzivno kot z ostalimi je nekaj povsem normalnega in običajnega, se tudi pričakuje, vendar to mora biti narejeno v mejah sprejemljivosti in ne z zagovarjanjem nacionalnih interesov, pač pa s pomočjo ljudem, s tem, da se čim več prispeva k temu, da se domači prostor čim hitreje spreminja v vrednostni smeri demokratizacije države. Vi ste seveda od samih začetkov vpleteni, tako da ste morda najboljši, ki lahko odgovori na vprašanje, kakšen je bil ta proces vstopa v Slovenijo in kako je zdaj Slovenija to evropsko od zakonodaje do vrednot in tako naprej prevzela. Ali smo tukaj v bistvu odkljukali določene stvari, potem pa morda v začetni fazi sledili določenim pravilom, potem pa se pravzaprav začeli od tega malo oddaljevati. Bo že, saj Bruselj je daleč, to je tudi ta občutek, da je Bruselj zdaj novi Beograd in podobne stvari. Torej, ali smo v resnici zdaj delujemo kot člani Evropske unije ali je tu še mnogo stvari, ki bi se jih dalo nadgraditi? No, najprej bi rad razčistil prevzemanje. Zakonodaje je seveda zelo dobra plat procesa, ker s tem pač sprejemamo neka skupna pravila, neke skupne standarde, ki so praviloma visoki. Tudi zato, ker jih konec koncev predlaga Evropska komisija, ki je na nek način nacionalni organ in ki zagovarja te širše interese in je politično manj obremenjena, kot so pa nacionalne vlade. Morda smo si pa napačno predstavljali, skoraj verjetno, da je članstvo v Evropski uniji že zadosten pogoj za demokratizacijo in spremembo vrednot. To se s sprejetimi zakonodajnimi standardi žal ne zgodi avtomatično. In je v veliki meri pač pogojeno z izhodiščnim stanjem vrednot, tudi z zgodovino, če želite. To ni vidno le pri nas, vidno je, kot verjetno opažate v vseh državah, ki so se pogajali skupaj z nami in imele nek zgodovinski odtis nedemokratičnih ureditev, ki pa se seveda le počasi spreminja, zaradi tega, ker določeni interesi še vedno obstajajo. Pravnih in političnih standardov se zato žal prevzeti ne da, ampak se izgrajujejo. Potreben je čas z vsemi vzponi in padci teh demokratizacijskih procesov, ki smo jim danes priča kar v številnih državah, tudi pri nas. Tudi
To je razlog, da recimo danes članice Evropske unije po tem velikem poku širitve, ki se je zgodil z nami, so veliko bolj previdne z nadaljnjimi koraki. Čeprav se vsi zavedamo, da recimo države, s katerimi smo bili v preteklosti v skupni državi na Balkanu, si zagotovo imajo evropsko prihodnost in sodijo v evropski prostor, ampak je danes na podlagi izkušenj, ki so privzete iz te zadnje velike širitve, previdnost veliko bolj v ospredju, kot je bila takrat, ko je bil to bolj proces, skozi katerega smo na nek način popravljali napake zgodovine in je bilo veliko entuzijazma, dobre volje, prepričanosti, da gradimo nekaj dobrega, kar tudi smo in kar se je tudi zgodilo, vendar z vsem tistim, kar smo omenila, kar smo se pač v tem procesu tudi naučili. Tule morda en dodatek k problemom širitve. Zadnja širitev je bila seveda zdaj že 9 let nazaj. Pristopila je Hrvaška. Kako to, vi ste bili v komisiji, pa morda lahko kaj še iz drugih zornih kotov, ne samo iz kota komisije, zagotovo veste. Kako to, da se morda, to je zdaj del vprašanja praktičen, del pa teoretična moja filozofija, razmišljanje. Torej, vemo, postopek sprejemanja gre skozi proceduro, v kateri se implementira evropska zakonodaja, preverja se določene razvojne in druge standarde države. In ob tem, ko se je pri zadnji širitvi recimo seglo na Balkan, zakaj se ni seglo na cel Balkan? To je prvi del, en del vprašanja. Drugi del vprašanja pa je, ali pravzaprav ne bi bilo morda, glede na to, da seveda vemo, tudi Romunija in Bolgarija nista bili ravno najbolje pripravljeni, pa so kljub vsemu postali članici, zakaj pravzaprav ni morda bila ali pa morda je bila, pa ne vemo, na mizi ideja, da bi se potegnil vse, kar je južno od Kolpe, po domače rečeno, do Gevgelije, vse, do Črnega morja, vse potegneš v Evropo, torej Evropska unija zdaj pokrije cel prostor in potem, seveda, ko si pa že v Evropski uniji, je pa morda, grobo rečeno, seveda s politiko korenčka in palice, morda lažje je dvigovati standarde v teh državah, ki so postale članice, ne pa da pravzaprav zdaj s tem, ko te niso od Bosna, Srbija, Črna Gora, Kosovo, Albanija, Makedonija, niso postale članice, pa v bistvu je, če zdaj vidimo v 9 letih od zadnje rasti, pravzaprav interes za Evropsko unijo bolj ali manj pada, oziroma ni nekega entuzijazma, ni več, Dobro, vemo, razlogi so še to, kar se je vmes med temi 9 leti zgodilo, ampak kljub vsemu, morda bi bila ideja pa bolj lažje izvedljiva, če bi kar ad hoc in zdaj bomo pa ponoven. Ja, nekoliko morate poseči v objektivne razloge. Takrat je, veste, da je bila na področju Jugoslavije takrat strašna vojna, žalostna, tragična. In konec koncev je Evropska unija s načinom, kako se je obnašala do te vojne, pravzaprav na nek način pokazala tudi svojo šibkost. Ampak morda celo pozabljate, da v tej skupini držav, takrat Luksemburški, ki je šla v prvem krogu v pogajanja, je Slovenija pristopila zadnja in skozi šivankino uho. Zaradi tega, ker smo bili del pač jugoslovanskega prostora, in ta prostor je bil stigmatiziran. In morate vedeti, da neke vrste, nek pogled, nek občutek na koncu gre za politični proces. In stvari morajo biti sprejemljive v vseh državah članicah in med ljudmi držav članic. In je bilo že takrat, na nek način smo imeli kar precej dela, da smo se predstavili kot nekdo, ki odstopa. Ker konec koncev osnovni kriteriji za vstop v Evropsko unijo so bili vendarle objektivni kriteriji, pripravljenost, ekonomska razvitost, demokratizacija, in tu je Slovenija odstopala od ostalih republik v bivši Jugoslaviji. In zato je pravzaprav bila v tem procesu na nek način sprejeta vnaprej. Veste, jaz sam ne verjamem v to, da če bi takrat sprejeli vse države Balkana celotno, da bi potem znotraj Evropske unije imeli
korenček in palico. Ravno nasprotno je, veliko močnejši vzvod, če seveda obstaja interes, je v času pogajanj. Ne. Ko enkrat preideš in si član Evropske unije, si enakovreden član z vsemi večjimi članicami Evropske unije. In tu je težko potem dosegati neke kompromise, ker je treba pač gledati na interese vseh držav članic. Recimo, če ne verjamete, poglejte samo na mejno vprašanje med Slovenijo in Hrvaško, pa vam je vse jasno. Ne? Če bi zaradi tega danes v bistvu ne želi nobena članica nekih zamrznjenih konfliktov, nerešenih vprašanj prenesti znotraj Evropske unije in jih potem reševati znotraj evropskih vprašanj, ker preprosto si tega ne želi, zaradi tega, ker so izkušnje preslabe in ker je seveda veliko lažje na nek način ta vprašanja in tudi prav je, da se rešijo v procesu pristopa, ker so konec koncev del stabilnosti, ki jo želiš na nek način prispevati in prinesti v ta evropski prostor. Tako da gre za, če povzamem, gre za političen proces, ki ima veliko znank in neznank, ki jih je treba upoštevati in konec koncev vedno je bilo vodilo raven pripravljenosti v različnih pogledih, izpolnjevanje teh kriterijev in takrat je bila pač Slovenija ocenjena, da odstopa in zato se je proces zgodil tako, kot se je zgodil. Do leta 2013 pa je ta interes že upadel, zato potem zgolj... Ja, mislim, da, lejte, jaz mislim, da je tudi deljena odgovornost na obeh straneh, ker bi Evropa bi se pač, mislim, da morala zavedati, da tega procesa z tem delom, z ostalimi državami, enostavno ne moreš izvesti ravno po enakih načelih, kot z tistimi, ki smo bili nekoliko dlje v teh razmišljanjih, pripravah in nasploh tudi v vrednotnem sistemu. In če pa poskušaš s tem, potem pa na nek način skozi čas seveda ta interes postane omajan, na eni in na drugi strani in vsake toliko časa ga je treba ponovno revitalizirati. Jaz sem absolutno prepričan, in to mislim, da vsak kolikor toliko pameten človek ve, da stabilnosti v Evropi ni, dokler nimaš ti tudi Balkana integriranega. Zaradi tega, ker je to pravzaprav najbolj občutljiv prostor, kjer se je že v zgodovini velikokrat pokazalo, kako nevarno je, če se karkoli zgodi na tem prostoru in se potem kot neka eksplozija razširi v širši prostor. In je zelo pomembno, da držimo to stabilnost in pomagamo tudi z temi skupnimi vrednotami, kriteriji, da se ta prostor stabilizira, bolj poveže, sodeluje bolj med seboj in zato je pomoč tem državam absolutno nekaj nujnega. Slovenija bo zdaj pravkar, dobro, še 2 leti, ali pa po drugi strani poveva, recimo takole, letos imamo polnoletnost članstva v Evropski uniji, 18 let. Kje je zdaj, kako zdaj vi vidite Slovenijo? Ima kakšne zaveznike, ima kakšen vpliv, je članica, ki da kaj Evropi? Seveda je, članica je da nekaj Evropi in jaz mislim, da bi sicer Slovenijo težko na nek način uvrstili kot v neko skupino držav, neko stabilno skupino, ki stalno pripada. Nekako je to malo pri nas tudi odvisno od tega in pogojeno z tem, katera je vladajoča opcija. Jaz mislim, da je predvsem bistveno in tudi dobro, da ohranjamo to visoko raven prepričanosti in podpore evropskemu projektu in ta je bolj ali manj stalnica, ki je prevladujoča v vseh političnih opcijah. In zaveznike seveda imamo, njih vedno bomo imeli, ampak največ jih bomo imeli ravno na dolgi rok z dosledno proevropsko politiko, ne s tem, da v nekem trenutku podpiramo neko ali drugo državo, ker bodo ti temelji, ki bodo oblikovani na kriterijih, interesih, ki so na nek način skupni, ki so nadstrankarski, ki so nadregionalni, nadnacionalni in to je tisto, kar se v bistvu v konstruktivni gradnji tega evropskega projekta najbolj ceni. Včasih se ne zavedamo najbolje tudi, da je prav odrekanje lastne suverenosti
zato da dosežemo neke skupne cilje, ki so tudi v našem interesu in bi jih ne mogli doseči s tem, da se trkamo po lastnih prsih, prisegamo na lastno suverenost, način, kako tudi v prihodnje ohraniti pogoje za lastno suverenost ali pa, če želite, celo za preživetje. Ne. In najboljši primer, denimo, so podnebna pogajanja. Mi zanesljivo ne bi mogli, če ne bi tam se odrekli določene suverenosti, skupaj rešiti teh vprašanj. In ker je svet danes bistveno bolj povezan, kot je bil še v bližnji preteklosti, je ta sodelovanje absolutno ena največjih nujnosti. Evropska unija na trenutke dobiš lahko občutek, da ima neke svoje težave. Ne? Zagotovo obstajajo, seveda to gre le za združbo 27 držav. Ne? Kje vi vidite pravzaprav morda nujne reforme ali pa kaj bi bilo treba storiti, da bi bila ta Evropska unija močnejša? Ne? Dobro, morda še kot izziv. Ne? Mojca Širok je rekla, da eden od temeljev Evropske unije nikoli ne bo enotna zunanja politika, ne glede na to, da imamo celo pooblaščenca oziroma osebo, ki vodi enotno evropsko zunanjo politiko. Namreč, da bo vedno obstajalo 27, dobro, nekaterih močnejših, nekaterih šibkejše vidnih zunanjih politik, ampak ne pa ena evropska zunanja politika. Vemo, to je tista šala Henryja Kissingerja, koga ne pokličejo v Evropi. Ne? Kaj bi bilo potrebno storiti, da se Evropa okrepi? Ja. No, morda, če začnem pri tistem, kjer sem pravzaprav prej končal. Ne. Zavedati se moramo, da smo mi pravzaprav prva generacija, ki živi v tem socioekološkem svetu globalne razsežnosti. Zelo smo povezani, zelo smo soodvisni. In celo, ko smo govorili recimo o prvi in drugi svetovni vojni, pravzaprav to niso bile svetovne vojne, pravega svetovnega, so bile regionalne vojne po vsej teritoriji sveta in zaradi tega jim lahko rečemo svetovna. Danes pa imamo z pandemijo, z internetom, s podnebnimi spremembami, s trgovino, z turizmom, dejansko smo globalna družba. Ne. In taka globalna družba se upravlja drugače, kot se upravlja skupek nacionalnih družb, ker imamo skupne izzive, ker smo, kot sem rekel, veliko bolj povezani in soodvisni in zaradi tega je poglobljeno sodelovanje in reševanje tovrstnih vprašanj nujnost. Ne bo šlo drugače. Prej, ko bomo to spoznali, bolje bo za nas. Ne. Zdaj prehajam na Evropsko unijo. Evropska unija je pravzaprav najboljši primer na tej globalni ravni nekega tovrstnega sodelovanja. Zdaj nastala je sicer iz drugačnih razlogov, ki pa na nek način so bili v osnovi enaki. Želeli smo se pač izogniti konfliktom, vojnam, ki se jim s politikami nacionalnih držav na evropskem prostoru očitno nismo znali niti mogli. Z rastjo gospodarstva zdaj, drugih z večjim številom prebivalstva, kot je seštevek celotne Evropske unije skupaj, kot je Kitajska, kot je Indija, Indonezija, Brazilija, vse bolj postaja tudi jasno, ne, da je moč in vpliv mogoče ohraniti le s čim bolj skladnimi stališči in tudi zagovarjanjem enotnih pogledov. Mojca ima seveda prav, da bo to težko, vendar pa hkrati, ko izrečeš ta stavek, se moraš tudi zavedati, da čim bolj enotna zunanja politika mora biti v našem interesu. Če želimo imeti neko moč, ki bo šla preko kritične mase, ki jo v bistvu v svetu predstavljamo. Ne. In konec koncev Evropska unija je vendarle prostor z visokimi demokratičnimi standardi, z vrednotami vredni podpore, širše uveljavitve. In zato mislim, da bi mogli biti v interesu praktično vseh, da jo na nek način krepimo. In če samo omenim, recimo Brexit kot tak mene ni pretirano zabolel, če se pač ljudje odločajo ob z vso manipulacijo, ki se je takrat dogajala in zgodila, tako kot so se odločili. Ampak zabolel me je pa resnično točno, ker gre v nasprotni smeri, kot bi morala danes iti vsa logična dogajanja, kako bomo skupaj s skupnimi močmi, s pogovarjanjem, s dogovarjanjem upravljali ta vse bolj povezani svet. Zdaj lahko damo za konec tega evropskega dela eno tako šaljivo vprašanje. Vemo, različne skupne evropske politike, evropska obrambna, evropska zunanja in tako naprej. No in na koncu morda
Bomo imeli kdaj evropsko športno reprezentanco, ampak spomnim naj recimo pred leti na tisto znano šaljivo karikaturo, ko Franc Jožef na karikaturi popolnoma dobro ne razume, kako to igrata zdaj Avstrija proti Madžarski, cesar Franc Jožef. Torej, evropska nogometna reprezentanca, bi to lahko obstajala? Ja, mislim, da nekaj takih ekip pravzaprav že obstaja. Jaz recimo zmeraj z veseljem spremljam v golfu, ki je zanimiv ta Riders Cup, ko igra reprezentanca Evrope proti reprezentanci Združenih držav Amerike. Ali pa v atletiki, mislim, da je osmoboj narodov, če se ne motim, kjer tudi Evropa nastopa s skupno ekipo, vendar tam najmočnejše države, kot je Nemčija, denimo, imajo pa svoje ekipe, ki niso v evropski ekipi. Skratka, vse je torej mogoče. Sicer pa tisto, kar pravite, bolj enotna zunanja politika, krepitev skupnih obrambnih nalog, davčnega, socialnega, zdravstvenega sistema, vse to bi bilo smiselno in seveda tudi razgovori, ki so povezani s tem, federacija ali ne, so seveda zelo, zelo relevantni pogovori, predvsem v kontekstu tega, kakšna naj bi bila vloga Evrope, nacionalnih držav v prihodnosti, kako okrepiti svojo vlogo in kako pravzaprav čim bolj prispevati k temu, da je svet oblikovan in tvorjen na nekih vrednotah, ki si jih želimo razširiti tudi iz evropskega prostora drugam, čeprav imamo seveda tudi, kot ste sami že enkrat prej dejali, še veliko dela tudi sami s seboj. Nekaj, kar ste že, oziroma sva že omenila, okolje. Okolje je seveda tudi skupna tema, pa ne samo skupna evropska, to je pravzaprav globalna tema. Tu ne moremo ločiti med, lahko seveda ločimo med tem, kaj so moje in kaj so tvoje smeti, ampak na koncu smetimo pa vsi vsem. Delovali ste pravzaprav v precej neoliberalni Evropski komisiji, ki jo je vodil Barroso, v tej drugi njegovi komisiji ste, in to ste povedali na začetku, ste se precej močno prizadevali in koncu tudi uspeli pridobiti mandat za komisarja za okolje. Ampak kako to pravzaprav izgleda? Ena najbolj neoliberalnih komisij, ta neoliberalizem pa pravzaprav je ravno tisti, ki je en večjih grešnikov in ne razume okoljskega problema. Kako je to sploh šlo? Ker ste že glih pogovarjali s filozofsko fakulteto, naj začnem, da mi v bistvu pojem neoliberalen ni ravno domač in prijeten. Bom povedal, zakaj ne. Bolj gre za ideologijo podrejeno interesom kapitala. Liberalizem kot tak je pa ena najlepših idej zgodovine, ki je prinesla od ljudi veliko dobrega in svobodo. Skratka, ne želim, da postane liberalna pripadnost stigmatizirana in dejansko moramo ločiti med tem ekonomskim liberalizmom in načeli liberalizma, ki so vezani na vrednote življenja. Ekonomska znanost iskreno nima alternative in danes je na nek način velik del zablode tudi v prevladujoči ekonomski znanosti. Pred kratkim, lani je bilo objavljeno tako imenovano Disgupta poročilo, ki na nek način sintetizira ekonomijo biotske raznovrstnosti. In v njej so v bistvu zelo jasno zapisali, da je največji problem prevladujoče ekonomske znanosti danes ta, da obravnava človeka kot ločenega in nadrejenega naravi in ne kot njen sestavni del, kar je napačno. In posledice so seveda več kot očitne. Vidite jih v podnebnih spremembah, v izginjanju biotske raznovrstnosti, v onesnaževanju na vseh koncih. Konec koncev je tudi veliko to povezano z našim zdravjem. Res je tisto, kar ste rekli, da je bila komisija predsednika Barrosa vodena z dokaj prevladujočimi ekonomskimi interesi. Sam sem se temu seveda poskušal prilagoditi. Vsak predlog sem poskušal podpreti tudi s preprečljivimi ekonomskimi analizami o smotrnosti, tudi z tega makroekonomskega vidika. Tu mi je pravzaprav to znanje iz preteklosti zelo pomagalo. Skratka, poskušal sem jih prepričati z njihovim jezikom, ki sem ga, hvala Bogu, obvladal. To niti ni bilo težko, če so le ocene učinkov narejene bolj z dolgoročno optiko in če so narejene upoštevajoč tudi škodo zdravju, okolju, ki jo danes podjetja in potrošniki žal ne plačujemo.
In okolje je bilo v času mojega mandata, verjetno se spomnite, na začetku ločeno od podnebne politike, ne? In zato smo se znotraj našega direktorata odločili, da se bomo osredotočili na učinkovito rabo naravnih virov, kar je konec koncev privedlo tudi do predloga krožnega gospodarstva, do koncepta, ki je bil sicer strani Junckerjeve komisije, takoj ko je prevzela mandat, umaknjen z programa, pa je zaradi nasprotovanja tistih, ki so sodelovali pri pripravi mojega programa, ki je bilo tako glasno in jasno tudi strani podjetniškega sektorja, da so morali po letu dni to dati ponovno kot eno ključnih prioritet v program Evropske unije oziroma Evropske komisije. Danes je krožno gospodarstvo nekaj, kar je globalno razumljen in prevladujoč ekonomski koncept. In mislim, da smo v času mojega mandata pravzaprav naredili nekatere tektonske spremembe, ki pa smo jih naredili predvsem s tem, da okolje nismo gledali izključno kot okolje, ampak smo ga gledali kot del tudi ostalega sistema, predvsem ekonomskega sistema, in poskušali razloge, ki so vodili do teh okoljskih problemov, nasloviti z instrumenti, ki pač niso v sami okoljski politiki. Tole zdaj vmes še eno vprašanje o kako se zdaj ta evropska politika, to, kar ste odgovorili z Junckerjem, je seveda malo mi je podrlo, sem razumel, da gre za eno jamo vmes, pa potem zdaj z tem velikim skokom, vsaka stvar se začne s stavkom o okolju in tako naprej, ne, pa zdaj velike investicije v to smer, ne. Zdaj to, sem zdaj dobil pravilen občutek, da pravzaprav je šel vseeno za neko gradualnost od Barrosove komisije pa zdaj do te komisije aktualne, ali je pravzaprav kljub vsemu, da je Junckerjeva komisija te neke vaše ideje, ki ste jih omenjali, sprejela, pravzaprav sprejela, ampak ni pa bila intenzivno aktivna na tem področju. In smo šele zdaj morda z to komisijo v različnih okoliščinah, tudi zaradi pandemije, prišli do tega, da zdaj pa je to res točka 1, 2, 3 in potem šele ostale. Ja, če uporabim vas izraz, Junckerjeva komisija ni bila nič manj neoliberalna, kot je bila Barrosova komisija, morda celo nasprotno. Ampak dejstvo je, da se je spoznanje o nujnosti sprememb, o pomembnosti tega za bodoč gospodarski razvoj, za blagostanje, to je pa raslo, ne? In mimogrede tudi ni res, da sedanja ekonomska komisija ne bi imela v ospredju gospodarskih interesov. Spremenilo pa se je razumevanje odvisnosti gospodarskih uspehov od varovanja okolja in od tega, kako varujemo naravne vire. Recimo, Evropski zeleni program je zame izjemno pomemben dokument, ne le za Evropo, ampak tudi globalno, ker je dokument, ki prinaša upanje, ki prinaša neko drugačno razumevanje odnosa med gospodarstvom in okoljem, med socialno sprejemljivostjo tudi teh nujnih sprememb. In prispevek Evrope s tem dokumentom je zanesljivo povečal njeno kritično maso za vplivanje na spremembe, ki močno presegajo recimo delež našega onesnaževanja, ki odpade na Evropo. Sicer pa, da smo povsem pošteni v teh stvareh, merjenje onesnaževanja, ki izhaja pretežno iz ponudbene strani, je preprosto napačno. Skratka, glede na to, kar v mednarodnem panelu za vire počnemo, tam sem sopredsedujoči pri Združenih narodih, je bila ena od ugotovitev, da je produktivnost materialov, to je na nek način učinkovitost rabe materialov, to je vsega, kar izkopljamo iz zemlje, v primerjavi z bruto domačim proizvodom na globalni ravni od leta 2000 naprej začela padati. Zakaj? Zato, ker se je veliko proizvodne iz držav, ki so bolj učinkovite pri delu z viri, preselilo v manj učinkovite. Iz Evropske unije ali Japonsko na Kitajsko v Indonezijo. Vendar pa danes seveda se pa osredotočamo predvsem na to, kako očistiti gospodarstvo naša gospodarstva. Ne sprašujemo se pa vprašanja, ki je ključno, kdo pravzaprav proizvode, ki jih te ekonomije proizvajajo v končni fazi troši.
In tu smo še vedno visoko razvite države, tiste, ki smo pretežno krive, da na nek način do tega prihaja. Ampak to so vprašanja, ki na nek način v teh pogajanjih, ki so danes na globalni ravni, tudi v podnebnih pogajanjih, niso na mizi. In zaradi tega postajajo manj razvite države, tiste, ki so pravzaprav s podnebnimi spremembami prve in najbolj prizadete, postajajo na nek način frustrirane, ne najdejo pravih odgovorov in se pač zatekajo k temu, da naj se pač povečajo transferi med državami. V resnici pa to ne rešuje osnovnih problemov tega, kaj je tisto, zaradi česar do teh okoljskih problemov na koncu prihaja. In tu je seveda odgovornost razvitih držav bistveno večja, kot smo jo pripravljeni nasloviti. Torej, napačno gledamo, da je vse samo umazanija je v produkciji, ne pa v porabi. Ne? Ja, seveda, ampak saj sta produkcija in poraba sta seveda vezani. Mislim, lahko bi začela z čist enostavnimi stvarmi, ker vodi naše odločanje bruto domači proizvod. Ne? Ker vodi naše odločanje maksimiziranje proizvodne sektorjev, ne pa zadovoljevanje človekovih potreb. Imamo veliko odpadkov in veliko stvari, ki jih v bistvu ne rabimo ali jih rabimo neučinkovito. Ne? Vi ne potrebujete avta, vi potrebujete mobilnost. Ne? In zaradi te logike je danes raba privatnega avtomobila v Evropi približno 2%. Ne? In če ne bomo začeli razmišljati preprosto v tem, da ljudem začnemo nuditi njihove potrebe na drugačen način, na tisti, ki manj obremenjuje naravne vire, preprosto bomo zašli v slepo ulico, ker če bi začeli podoben vzorec trošenja replicirati v hitro razvijajočih državah, v ostalem delu sveta, potem vse te zgodbe, ki jih imamo okrog obvladovanja podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti, ne bodo rešljive na praktično noben način. Torej, vprašanje, ki ga imam tu zapisano, je pravzaprav smo ga mi narobe razumeli. Hoteli smo vas vprašati, kako je to, da je Evropa postala tako aktivna v tej politiki, ko pravzaprav sama ni velika onesnaževalka, vprašanje je napačno. Ne? Ja, v bistvu je napačno. Prvič, napaka je na nek način dvojna. Prvič, ti moraš vedno težiti k temu, da povečaš svojo kritično maso z načinom pristopa do reševanja problemov. In drugič, naša kritična masa je bistveno večja, kot jo dejansko skozi onesnaževanje sektorjev prikazujemo in vidimo. Še za konec eno vprašanje o zeleni politiki, predno se k slovenski politiki do okolja premakneva. Zdaj je aktualno, seveda zima je, čeprav temperature niso ravno zimske, so preveč dni nad nično, ampak energetska kriza stiska na različne načine, ene bolj, druge manj, ene države prizadela bolj, ene manj, tudi posamezno prebivalstvo zelo različno zaradi najrazličnejših vzrokov. In zdaj se je seveda pojavila, kot vemo, ideja, da bi bila jedrska energija tudi okvalificirana kot zelena. Vsaj za neko, dobro, za plin zagotovo trdijo začasno neko dobo. Ne omenjajo te dobe, ampak pri jedrski se pa ne spomnim, da bi slišal, da bi bilo rečeno začasno. Čeprav morda kdo, ki na višjem nivoju reče, dokler ne bo fuzije. Ampak kakšno je pa vaše mnenje? Ali bi jedrsko energijo res lahko uvrstili med zeleno? Kratek odgovor je ne, ampak vam bom povedal, to se je in se bo zgodilo zaradi tega, ker so interesi premočni, ker ni prave zadostne kratkoročne alternative fosilnim gorivom. In vse to prihaja, do vsega tega zelo močno prihaja, predvsem zaradi tega, ker premalo pozornosti posvečamo vprašanjem, kako omejiti rabo energije. Vam bom povedal en primer, na katerem vam bom poskušal razložiti. Ko se denimo podnebna konferenca ukvarja s tem, kako z jeklarsko industrijo, si postavi vprašanje, ki je naslednje. Kako očistiti jeklarsko industrijo in kako urediti vprašanje izpustov. To je vprašanje, ki si ga zastavlja. Ne sprašuje se pa vprašanje, ali je dejansko vse jeklo, ki ga proizvedemo,
rabimo za zadovoljevanje človekovih potreb. Denimo, pomembna raba jekla je za izdelavo avtomobilov. Ker sva že prej omenila, glede na to, da pravzaprav ljudje ne potrebujemo avta, ampak potrebujemo mobilnost, se moramo vprašati, ali lahko to mobilnost zagotovimo na drugačen način, ali lahko zagotovimo, denimo z delitvijo avta, z različnimi javnimi transporti, kjer bi denimo bolj izdelovali avtomobile, denimo z 10 sedeži, ki bi bili bolj fleksibilni, kot so danes javna prevozna sredstva in bili bolj blizu potrošnika. Ali pa ne sprašujemo se tudi vprašanj, kako denimo oblikovati mesta, da bi zmanjšali potrebo po mobilnosti. In od tu, če greva od zgodbo zdaj zavrteti nazaj, če začnete najprej s temi vprašanji, potem pridete na koncu do tega, da morda pa se da del jekla prihraniti in s tem prihraniti pomemben del energije. In potem je tudi vprašanje, kako to prehodno fazo energetsko se jo lotiti, s katerimi alternativnimi viri, lažje. Zaradi tega, ker razbremenite celotno sklepanje, ki se ga energetski pristop poslužuje, ki pravzaprav se teh vprašanj, ki sva jih zdajle omenila, ne sprašuje. Ampak to so točno vprašanja, ki so vezana na pogled skozi človekove potrebe in ne samo skozi ponudbo, ampak tudi skozi povpraševalno optiko. In potem so lahko ta taksonomija, ki je zdaj zelo znana, potem bi morda ne bilo potrebe po vsaj plinu, če bi se predhodno lotili teh vprašanj na tak način. Drugače pa fuzija je seveda tudi jedrska energija, samo z bistveno manj tveganji, ker je proces drugačen, ker gre za zlitje jeder. In jaz sem bil zelo vesel tega jet eksperimenta, ki nas vodi bližje, ker morda ne veste, ampak ta ITER Kadaraš, ki naj bi bil tudi kmalu zgrajen, partnerstvo vseh velikih globalnih sil, ki dejansko obeta, je bolj ali manj lociran v Evropi, kar je v precejšnji meri tudi moja zasluga, ker sem bil glavni pogajalec takrat za Evropsko unijo za ta ITER, ker je bil ITER program je bil znanstveno-raziskovalni program in še danes se dobro spomnim, ko sem šel na Japonsko, bolj ali manj z sporočilom, da bomo verjetno imeli 2 tokamaka, ker je bilo očitno, da nekako ne bomo prišli skupaj, ker Japonska si ga je zelo želela in Evropa si ga je zelo želela, pa je ravno pri tistem obisku prišlo potem do spremembe japonskega stališča in smo poenotili stališča, tako da je zdaj lociran v Evropi. In v bistvu me zelo zanima, kako se bodo te stvari odvijale naprej. Seveda je to ena od opcij, ki pa žal še ni blizu. Ne vem, če poznate, veljal je pregovor, da fuzija je vedno 50 let od danes. In se pa stvari v zadnjem času resnično premikajo hitreje, tudi zaradi tega, ker je pač nujnost rabe energije oziroma nujnost potrebe po energiji so očitne in če jih želimo začeti nadomeščati z alternativnimi viri, fosilnim gorivom, potem je seveda tovrstne raziskave dobijo večji pomen. Torej je pri naslavljanju okoljskih vprašanj potrebnih več kot eno samo vprašanje in več kot en sam pogled. Na primeru, ali potrebujem svoj avto. Poleg seveda tehničnih vprašanj treba pa rešiti še vprašanje moje želje potem, da bi nekaj imel oziroma ne, da si lahko s kom deli. Ja, pri energetiki je predvsem pomembno, da se jo umesti v celoto vseh vprašanj. Zaradi tega, ker tudi nobeden od virov energije, ki so okolju prijazni, ni tak, da ne bi imel na okolje določenega vpliva. In če gledate izključno skozi CO2 izpuste, boste hitro naredili razvojno napako.
In zaradi tega je tako pomembno, da v bistvu vedno greste na racionalno rabo na koncu koncev. Vi morate upoštevati, danes pa v tej energetski logiki se bistveno preveč osredotoča samo na CO2. Vam bom povedal en primer iz mojega lastnega življenja. Jaz sem kupil, 18 let nazaj, dizel avto. Kupil sem ga zato, ker sem bil okoljsko zaveden človek, ker je na njem pisalo, da ima CO2 izpuste manjše, kot jih imajo bencinski avtomobili. Ampak čez leta sem spoznal tega, ker na nobenem dizel avtomobilu ni pisalo, da so pač NOx izpusti, ki so pa za zdravje ljudi bistveno bolj nevarni kot pa CO2 izpusti, tisti, ki so bistveno večji pri dizelskih avtomobilih. Ampak če tega takrat ne gledaš in se osredotočaš samo na vprašanje CO2, boš pač naredil zgodbo, s katero se boš mogel kasneje ukvarjati. Zato jaz toplo priporočam pri vseh teh energetskih diskusijah, da se jih preprosto postavi v celovit okoljski okvir, ker samo na tak način se bomo izognili bodočim, kot jim rečemo, lock-inom in bodočim stanjem, ker se bomo mogli ukvarjati potem z drugimi problemi. Kakšna je slovenska okoljska politika? Zdaj, kadar so različni evropski razpisi, precej popularno je to pa seveda pred volitvami, pa ne želimo povezati analogije z letošnjimi, je v igri beton in asfalt. Kako zdaj Slovenija v evropski, pa tudi v svoji lastni okoljski politiki funkcionira? Ali resno razmišljamo o različnih alternativah, o javnem prevozu, o souporabi, o zmanjševanju odtisov na vseh ravneh, ne samo na CO2, kot ste rekli, ampak tudi v najširšem spektru? Ali imamo res imamo vizijo, imamo idejo? Tisto, kar ste rekli, v kaj je usmerjena, bo verjetno kar držalo. Se pa stvari postopno spreminjajo na bolje. Žal mislim, da pravega razumevanja še vedno ni. Meni je na nek način razumljivo, da poudarjanje tovrstnih prioritet, ker je lažje, ker je bližje takojšnjim učinkom, ker je bližje ljudem. Vidi se. Ja, vidi se, žal pa ni dovolj sistemsko domišljeno in tudi ne dobro premišljeno. Jaz mislim, da za vsako ceno moramo mi varovati naravne danosti, ki jih imamo. Te so in bodo v prihodnje še bolj izrazito največja konkurenčna prednost Slovenije. Privlačna za tujce, turiste, kot najprej in predvsem pa pomembna za kvaliteto življenja vseh nas. Mi smo na nek način razvajeni, ne vemo, kaj imamo. In smo navajeni na naravo, o kateri drugi lahko samo sanjajo. Zato velikokrat slišite vseh, ki kadarkoli prvič obiščejo Slovenijo, kako so prijetno presenečeni in kakšno bogastvo resnično imamo. Skratka, to moramo varovati, predvsem politike, s katerimi pa sporočamo ljudem, kam želimo in kako razmišljamo, pa morajo biti skladne z tem. Vam bom povedal samo en primer, ki je bil dosti zanimiv iz ne tako bližnje preteklosti. Morda se spomnite, da se je govorilo o tem, da bi zaradi tega, ker prihaja do gneče na ljubljanski obvoznici, da bi takoj začeli graditi še dodaten pas na ljubljanski obvoznici. Jaz mislim, da bi bilo to povsem napačno sporočilo. Zaradi tega, ker na ta način pravzaprav sporočite, ne skrbite, če boste še vedno v prihodnosti uporabljali privatne avtomobile in če boste, skratka, mi bomo poskrbeli za to, da bo promet lažje tekel kljub tem vašim interesom. Če bi recimo namesto tega dali sporočilo znotraj ljubljanske obvoznice, razen s posebnimi izjemami, propustnicami in tako naprej, promet z osebnimi avtomobili čez 15 let ne bo več dovoljen, verjemite mi, da bi to sprožil celo kopico inovativnosti, novih razmislekov o tem, kako se v bistvu lotiti tega. In ne bom rekel, da se v Ljubljani zelo ne trudijo. V Ljubljani se mimogrede trudijo in so tudi zasluženo dobili to zeleno prestolnico v času kot nagrado. Ampak to vam želim povedati kot način
razmišljanja in sporočil, ki ga politika ljudem mora dati. Ne jim sporočati stvari, za katere, ki pravzaprav na nek način podpirajo to potrošniško logiko, ampak narediti vedno okolje, ki bo spodbujalo privatno inovativnost v smeri, ki je skladna z okoljskimi interesi. To je tisto bistveno, kar je treba narediti. Mislim, da sem v nekem mediju vseeno zasledil, ampak samo v nekem stavku omenil, da primerjavo z Dunajem, kjer so ravno tako potegnili nove 6-pasovnice čez mesto, da je pravzaprav čez eno leto je bilo gostota enaka, oziroma gneče so bile enake. Za konec še, v Sloveniji razen v času Demosa pravzaprav nismo imeli neke močnejše zelene stranke. V resnici na žalost je tudi v Demosu v vladi stranka zelenih relativno malo zelenega programa uspela realizirati. Vemo, že na samem začetku so imeli idejo, kdaj zapreti nuklearko. Nekateri bodo zdaj seveda zlobno rekli, hvala Bogu, da niso uspeli, ker bi bili zdaj v temi, glede na to, koliko elektrike dobimo iz nuklearke. Na drugi strani pa danes pravzaprav vsi hočejo biti zeleni, vsi imajo neke zelene forume, pa zeleni program. Se vam zdi, da je kakšna od teh strank, ki zdaj nastaja, ali pa gibanj, ima nek obet, pa bi se jo morda imelo smisel celo podpreti, ali pa gre pravzaprav zgolj za vse splošno politično taktiziranje, pač od volitev do volitev? Ja. Najprej zeleno je res postalo moderno. Očitno so problemi preveč očitni, da bi jih še lahko ignorirali. In očitno je bila v preteklosti ta tematika premalo prisotna in tudi politično manj atraktivna. Ker pa zorimo kot narod, kot družba, ker se tudi problemi povečujejo, ker se zavedanje o pomenu varovanja okolja tudi med ljudmi vse bolj širi, vse bolj pomembno je postalo, bolj ali manj zanimivo tudi za politični spekter, za politične stranke. Koliko so te stranke resnično iskrene v tej zeleni smeri, pa bo seveda pokazal čas in pa dejanja. In obljube žal niso dovolj. Ni dovolj tudi, da se stranka zavzema zgolj za tisto, kar sva prej govorila, recimo za pozelenitev sektorjev proizvodnih enot. Nujna je sprememba paradigme, sporočil, ki vodijo v odločanje proizvajalcev in potrošnikov. Če se to ne spremeni, je sprejemanje sicer pomembne in koristne okoljske zakonodaje kot voda proti toku. Veliko truda, smer plovbe je pa še vedno dokaj neznana, ker proizvajalci in potrošniki se na trgu, kot veste, odločamo racionalno, ampak ta racionalnost je koristna le za nas tu in zdaj, medtem ko na dolgi rok je pa to odločanje povsem neracionalno, ker nas vodi do že večkrat omenjenih posledic. Racionalno obnašanje nas posameznikov pa temelji na signalih, ki jih dobivamo preko trga, in je neracionalno z vidika prihodnjih rodov, neracionalno je z vidika ostalih živih bitij, s katerimi se delimo planet, in zaradi posledic, ki so vse bolj očitne, postaja tudi vse bolj neracionalno za nas same. Zdaj, razlog je v bistvu dokaj preprost. Uničevanje okolja ni del stroškov, ki jih plačujejo proizvajalci, niti ni zajeta v cene, ki jih plačujemo potrošniki, ker se vse skupaj dogaja preko razporeditve na trgu. A ker smo se navadili na to, da jih ne plačujemo, bodo seveda spremembe izjemno težke, ne zadosti hitre in tudi prav nič politično atraktivne. Močno so namreč odvisne od socialne sprejemljivosti ukrepov, in ker je celo v razvitih državah veliko ljudi, ki živijo na robu, je vsakršna okoljsko pogojena tranzicija v prvi vrsti sočasno odvisna od tranzicije na socialnem področju. Zato morajo vsi, ki si želijo biti v svojih prizadevanjih iskreno zeleni, pogumni in pripravljeni, da tvegajo tudi svoje politične ambicije. Najbolj iskrene so zagotovo v svojih prizadevanjih tiste stranke, ki so nastale iz okoljskih nevladnih prizadevanj. Varovanje okolja je vendarle le ena od vrednot, ki si zasluži pozornost in zasledovanjem
izključno okoljskih ciljev, so možnosti zelenih strank seveda omejene, tudi njihov uspeh na volitvah. Zato je tudi v teh strankah, če se želijo uveljaviti v političnem prostoru, nujna večja širina, ki presega zgolj okoljsko tematiko. Ker ste ravno vprašali, sam se seveda v politično tekmo ne mislim vključevati, tudi neposredno ne podpirati kakšne od strank, ker to bi bilo dejansko vključevanje. Sem pa z veseljem pripravljen vedno s svojim znanjem, z izkušnjami, z nasveti pomagati vsem, ki bi si to želeli in za katere bom seveda ocenil, da mislijo zares. Tovrstnih vsebin in strateških razprav o problemih, ki so dejansko pomembni za našo prihodnost, za našo kvaliteto življenja, za blagostanje, za bodočnost Slovenijo, brez dvoma primanjkuje. In pozornost političnega prostora se vse prepogosto usmerja na delitve, ki so lažje razumljive tudi za politike. In delijo ter združujejo ljudi predvsem na ideološki osnovi. A to nas ne bo žal pripravilo bolje na zahtevno prihodnost, niti odgovorilo na ključna strateška razvojna vprašanja naše domovine. Je po moje zgolj manipuliranje z ljudmi za lastne politične interese, manipuliranje, ki mu žal vse preveč ljudi prevečkrat in prelahkotno naseda in tudi sledi. Skratka, ja, okoljska politika je nujna danes za razmišljanje v vsaki stranki. To je preprosto, ali pa živite v nekem imaginarnem svetu, in dejanski svet želite zanikati. Ampak kako dejansko se bo pa vedno šele pokazalo z prakso in pa s konkretnimi ukrepi. Torej je potrebnega več poguma in misliti dlje kot do naslednjih volitev. Ja, zanesljivo je tu potrebno več poguma. Velikokrat slišite danes, da se moramo usmeriti na sadje, ki je low hanging fruit, na sadje, ki je lažje in hitreje dosegljivo, kar je seveda prav in lepo. Vendar, če je to razlog za to, da se izognete pa tistim poglobljenim razpravam o nujnosti sistemskih sprememb, potem pa čez nekaj let ne bo več niti sadja na nižjih vejah, niti ga ne bo več na celem drevesu. Preprosto je potrebno se začeti tudi danes že ukvarjati z zahtevnejšimi in bolj sistemskimi rešitvami. Hvala vam lepa za te vse vaše odgovore. Naše gledalce vabimo seveda tudi k gledanju ostalih posnetkov v tej seriji in drugih pogovorov, ki smo jih opravili v preteklem času. Hvala tudi vam, me je veselilo.